V Rdeči pesi podpiramo boj palestinskega ljudstva za svobodo. Opozarjamo, kako si svetovna politika v najboljšem primeru umiva roke nad genocidom, ki ga v Gazi izvaja kolonizatorska tvorba Izrael. Zaradi tega podpiramo študentske protestnike, ki so v ZDA in v Evropi zasedli fakultete in univerze. Od njih zahtevajo, da prekinejo znanstveno in študijsko sodelovanje z izraelskimi fakultetami, ki so pogosto prepletene z orožarskimi podjetji ali pa drugače prispevajo k ohranjanju okupacije. Pri nas je že od srede 8.5.2024 zasedena predavalnica 1 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Ta oddaja je reportaže iz zasedbe, kamor smo se odpravili v četrtek in od udeležencev zbrali nekaj izjav o zasedbi, njihovih zahtevah ter vlogi univerze v naši družbi. Najprej smo jih vprašali, kako so prišli na zasedbo in o tem, kako so se sploh politizirali okoli palestinskega vprašanja. Sem prišel, ker sem slišal, da je zasedba, že prek socialnih omrežij in prek tega, ker se je širila vest o temu. O palestinskem vprašanju pa mislim, sem se izobražil že mnogo ne pred 7 meseci, ampak že pred tem, zato ker je ena izmed, mislim, sicer to malo kliše zveni, ampak najbolj perečih tem realno, in izmed narodnih vprašanj, ki ni rešeno, in tudi preden je začel potekati genocid, je bilo to pereča tematika, kakorkoli. Pa v bistvu, kako sem prišla zdaj do te zasedbe, je, ko sem iskreno največ sem videla po tih social media, da so dosti postali, da bo bila zasedba, da so najavljivali to. Pa še smo se nekaj v skupini pogovarjali, ker te moje slejbike prijateljice so dosti aktivne za to. Pa smo se dosti o tem prej pogovarjali, da bomo šli. Pa actually, ko smo prišli, bila sem osebno malo nervozna, ker sem videla ful tega, kar se dogaja po Evropi pa po Ameriki za to brutalnost policije, pa to, da tudi univerze ne podpirajo te dogodke, pa sem bila malo nervozna, ampak zdaj mi je v redu, ker sem dosti počutila varno in vsi, tako da to mi je super. Se je dobro vzdušje, tako sproščeno je. Ja. Pa še kako sem sploh prišla do Palestine, misliš kot ono? Mislim, tako sem vzgojena v zelo tej antizionistički družini, pa še imam družinsko zgodovino z genocidom, ker smo potomci žrtev holokausta, pa mislim, in tako sami vemo, vedno smo slišali kot otroci to, kaj je genocid, kaj se dogaja in to, kako je Izrael kot kolonialna tvorba in jaz actually za reševanje zahodnih interesov v tej regiji, ne Judov. Tako da vedno smo bili na pravi strani zgodovine, in zdaj mi je še posebej, ko je po 7. oktobru, kako se je to še več intenziviralo, pa sem se poskusila čim več vključiti v te zadeve. Kaj me je politiziralo? V bistvu to, da mogoče jaz prej o Palestini sem vedela neke določene informacije, nikoli se pa nisem zavedla, kako velik, ne konflikt, ampak kako velika tragedija se dogaja na tem območju že leta in leta. In mislim, da pred 7. oktobrom se nisem tega tako dobro zavedala, kot sem se potem, ker zdaj smo zelo prisotni na socialnih omrežjih in lahko spremljamo dejansko, skoraj nekako smo prisotni tam, ko vidimo vse te, vidimo na primer vse te trpeče ljudi, in ne moremo zaključiti drugače, kot da je to genocid. In zdi se mi nesmiselno, da bi se o genocidu opredeljevali čez 20 let, čez 10 let, niti čez 1-2 leti, če lahko temu rečemo zdaj stop. Mislim, da se o genocidih nasplošno opredeljujemo šele po 10-5 letih, ampak to nikakor ne pride v poštev. Zato smo tukaj študentje, da rečemo, da je to trajajoči genocid, ki se mora prekiniti zdaj. V nadaljevanju so nam udeleženci zasedbe povedali, kaj je namen te zasedbe in kakšne konkretne zahteve imajo.
Ja, njen namen je nekako vršiti pritisk na, v glavnem na Fakulteto za družbene vede, hkrati pa tudi na Univerzo v Ljubljani, kot tako, da pač prizna oziroma obravnava to, kar se dogaja trenutno v Gazi kot genocid, ne kot nek, kako je že v njihovi izjavi povedano, nesorazmeren konflikt med Izraelom in gibanjem Hamas. To, da se opredeli kot genocid, da pač preneha sodelovati z izraelskimi fakultetami ali pa izraelskimi univerzami, kar je v glavnem na ravni fakultet, ne univerz, ampak še vedno to je glavno tisto, kar vršimo preko različnih fakultet, to so te glavne zahteve, hkrati pa potem pač, da se puša še za to, da se ustanovi nek sklad, ki bi potem pomagal palestinskim študentkam in študentom za študij. Namen zasedbe je pritisniti na Fakulteto za družbene vede kot največjo družboslovno institucijo in eno večjih v Evropi, da se pravilno opredeli do genocida v Gazi, ker smo do zdaj bili priča nekim puhlicam, ker vodstvo okoliši okoli termina genocid, ne želijo se tako izraziti, rečejo konflikt, rečejo Izrael izvaja genocidna dejanja, oziroma ne niti, da jih izvaja, ampak da si fakulteta prizadeva za to, da Izrael ne izvaja genocidnih dejanj. In skratka, jezik je zelo pomemben in tudi od neke akademske institucije bi pričakovali pač neko korektnost pri naslavljanju takih problemov, ki so pač zelo očitni. Naše konkretne zahteve so ločene za Fakulteto za družbene vede in pa za Univerzo v Ljubljani. Od Fakultete za družbene vede pričakujemo oziroma zahtevamo, da nas podpre, da podpre našo zasedbo, da zagovarja naše stališča tudi skozi svoje kanale na Univerzi v Ljubljani. In pa da se torej, da reče bobu bob in se opredeli do genocida v Gazi kot genocida. Univerza v Ljubljani pa zahtevamo torej prekinitev vsak ali posrednih ali neposrednih vsakršnih sodelovanj z izraelskimi institucijami in pa da se vzpostavi nek fond za palestinske begunce, študente na enak način, kot se je to storilo ob izbruhu vojne v Ukrajini za ukrajinske begunce. In ja, mislim, naj pritiska tudi na državne aparate, da zaostruje ukrepe do kriminalne vlade Izraela. Prav tako so povedali, da čeprav je to gibanje zraslo iz različnih iniciativ, ki opozarjajo na okupacijo Palestine in organizacij, ki obstajajo že dlje časa, se vseeno razumejo kot del širšega gibanja, tako imenovane študentske intifade. Ja, mislim, veliko smo se o tem pogovarjali v teh skupščinah, da je mi smo del tega širšega boja, da je to ta študentska intifada, kako so rekli, da zdaj se to začinje, da se širi to, da pokažemo to solidarnost. Mislim, valjda so različni razlogi in pogoji, ne vem, na univerzah v Ameriki, ki je ful tih odnosov z Izraelom in ful tih donorjev je iz zionističkih tih okoljih. In pri nas, ki mogoče nismo toliko pod tem vplivom zionizma in Izraela, ampak še vedno je pomembno, da se postavimo na pravo zgodovino, da se damo podporo Palestincem in mislim, ker še ena, mislim, da je tudi zelo pomembno omeniti, da nismo mi samo proti Izraelu, da smo mi tudi pro-Palestinci. Odzivi se strani fakultete in univerze na zasedbo so bili dokaj medli, vendar kljub temu med študenti prevladuje optimizem, da bodo dosegli svoje zahteve. Prav tako jih je v dneh po našem zbiranju izjav podprlo več kateder iz Fakultete za družbene vede, oddelkov filozofske fakultete ter druge aktivistične organizacije in študentska društva. Mislim, fakulteta je dala en odziv že nekaj dni prej, oziroma ne, že par tednov prej, potem pa enega včeraj, enkrat po dnevu. In v bistvu sta bila oba pač zelo slična. Mislim, zelo enostavno pač ponavljanje nekih splošnih političnih floskul, ki se pač tudi obravnavajo v liberalnih medijih in pač seveda se z nekaterimi osnovami strinjamo, ampak pač ene stvari so pa, mislim, enostavno rečene napačne in pač ne obravnavajo tega, kar se dogaja tam kot genocid. Torej, pač nasprotujemo jim in jih pač obsojamo. Torej ni nekega upanja, da boste s tem, kar delate do zdaj, dosegli spremembo na nivoju
Mislim, stvar je, da takrat, ko je bila ta izjava spisana, torej včeraj zgodaj popoldne, se je ta pritisk vršil šele pač zgolj nekaj ur. In glede na to, da je pač danes kmalu bo 24 ur od tega, odkar smo tu, pa pač je možnost, da se to začne dogajati. Tudi pred v bistvu, 10 minut nazaj se je pač končal nek pogovor, neka diskusija z dekanatom univerze. Lih zdaj smo imeli pogovor s tem vodstvom PDV-ja. Mislim, po mojem, oni sami sebe vidijo kot neki dosti progresivni, tako, no, da imajo to enak dosti progresivni, ker so dali to primerjavo, da so oni v primerjavi z ostalimi fakultetami po Evropi in po svetu dosti bolj progresivni, ker niso tam poklicali policijo ali tak nekaj. Mislim, wow, hvala, super, hvala. To je malo tako, da sebe veličujo, kako so oni na naši strani, ampak v tem samem pogovoru njima bilo zelo težko izgovoriti genocid, da mi želimo, da se oni opredelijo proti genocidu, da oni sam rečejo, da Izrael izvaja genocid. To mi je bilo zelo težko. Ampak sem tako mislim, da imamo dosti večje šanse, ker mislim, da jih, če še malo damo pritiska, da actually bomo zmagali. Mislim, neposrednega odziva od fakultete nismo zares dobili, ta pogovor z dekanom je bil še najbližja stvar, ampak fakulteta več kot očitno hoče skrbeti za svoj imidž in mislim, da tudi fakulteti v bistvu ustreza to, da se njeno študentstvo aktivira, da je pač, kaže neko politično dejavnost pri perečih temah, da ni apatična. To je seveda za njih zelo dober, tudi public relations. Tako da mislim, da že iz tega vidika bi bila tudi za fakulteto iz pragmatičnih razlogov velika izguba, da samo ne sprejmejo naših zahtev. Ampak iz pogovora z dekanom se mi zdi, da je bilo ta neka strast do borbe za pravičnost v genocidu v Gazi bolj izražena z naše strani, kot pa iz njihove. Pri njih pač res gre samo za neko ohranjanje imidža te institucije. Ampak, glejte, mislim, če jim uspe, če sprejmejo naše zahteve, bodo dejansko lahko kot institucija naredili največ, kar lahko naredijo v tej situaciji. Tako da jaz sem kar optimističen, da se bo v ponedeljek na senatu FDV-ja sprejelo nekaj, kar bo šlo in nam v prid in dolgoročno tudi v prid fakulteti, ker se bo postavila na pravo stran zgodovine. V nadaljevanju so govorili o odnosu univerze in fakultete neposredno do genocida v Gazi. Ja, pa tudi tukaj je bilo. Pa potem je bilo tole predavanje z Stephanie Westbrook iz Boycott, Divest, Sanction movementa. Tako da pač ampak je pa tako res trenutek se zgodil zdaj v svetu, ker nekako se to zgleda, da sam ponavljamo, ampak pač ni point, da ponavljamo. Point je, da se nekako tudi povežemo z vsemi temi študenti po svetu. Se na tak način. Okay. Kakšni so bili pa odzivi, prej je bil tlele dekan, ne? Kakšni so bili se pravi odzivi strani pač fakultete, mogoče zdaj konkretno dekane in na splošno teh izjavah, ko so jih pisali? Jaz sem malo presenečena, ker je včeraj dosti hitro po naši objavi, da smo zasedali, dosti hitro prišla izjava Univerze v Ljubljani, ki je bila končno objavljena tudi na njihovi spletni strani, katero je najprej samo fakulteta delila, pa še nekaj pozno popoldne objavila svojo izjavo in v obeh teh izjavah smo spet videli, da se in fakulteta in univerza zopet poslužujeta teh nekih terminov, ki smo jih, naprimer, ko smo bili deležni prvih odzivov glede vojne v Ukrajini, smo jih ful kritizirali in bili tako, halo, ne, pač Rusija je agresor, tle se pa vse en tako, ne, ampak Izrael se samo brani, pač in ne vem, določene stvari so tako povedane, kot da v bistvu se hvalijo z nečem, da se nekaj ne dogaja, ampak pač, ne vem, sploh v tej izjavi od univerze je bilo napisano pač, da univerza nima nobenih sklenjenih pogodb, ampak ima neko možnost, da gre študent iz Ljubljanske univerze, potem drugi semester drugega letnika delati na to univerzo v Izraelu, s katero želimo, da se prekine sodelovanje. Ampak da še noben ni šel. Ampak pač to, da noben ni šel, to ne pomeni, da pač je cool, da je to. Neki medli odzivi. Pa mislite, da vam bojo te zahteve, vam bo ratalo speljati? Jaz mislim, da bomo ustrajali, dokler nam ne rata, vsaj tega, da se in fakulteta, najprej fakulteta opredeli, da je to genocid. Če se pa ne opredeli dovolj hitro, bi razmišljalo o eskalaciji?
nekih V kakem aktivnosti, da se gre en korak dlje, ne konkretno, Trenutno težko reči, kaj ja, bi bilo, ne. točno to se pa zdaj trenutno pogovarjamo na skupščini. V bistvu nekako se zdaj pogovarjamo, kaj so te, s čim bomo mi zadovoljni, zato ker zdaj se čaka v bistvu na, pač, kot je povedal dekan, da se čaka na ponedeljek in senat fakultete in kaj bomo mi do ponedeljka, zdaj sam tukaj čakali, mislim, da čakamo, da se nekaj že prej zagotovi ali pa nekaj pač, ja. Zakaj pa misliš, da ima fakulteta, univerza, da imajo takšen dosti medov odnos, se ne opredelijo jasno, zakaj tako, ja, zakaj imajo tak odnos za te celotne genocide v Palestini? Okay, zato, ker pač ker so pač, to je največja univerza pač v Sloveniji, seveda ima pač glede to, da je javna univerza, ima tudi dosti sredstev verjetno dobi iz pač države in kdo se hoče zameriti pač politikom, a ne? Mislim, da je to največja stvar, da... Na kak način misliš, da bi se zamerili politikom s tem? Ja, zato, ker v bistvu pač, če se, ker mi si želimo v bistvu, ne, da bi fakulteta in univerza s tem svojo opredelitvijo tudi malo bolj pritisla na pač dejanske politike in s tem njihov sprejem odločitev, kar sem brala z STA-ju, da bo, ne vem, v roku enega meseca ali nekaj bo tale, ja, zdaj bodo, da bo Tanja Fajon je zdaj dala v glavnem nima veze, ampak da ima tako rok enega meseca, da ona to zdaj v državnem zboru se to o tem pogovarja ali nekaj. Pač, v glavnem, ja, pompozni naslovi, malo vsebine in slaba vsebina. Se pravi, na nek način, da se prepriča državo, Ja. da bi vse proti svojim interesom šla na nek način. Ja, v bistvu, ja, proti interesom kapitalizma, ja, proti Kapitalistična svojim država, ja, interesom. Univerza v Ljubljani je seveda vpletena v ta cel, bi rekel, zahodno sfero, Erasmus programov in tovrstnih pač povezovanj z, rečemo temu, institucijami imperialnega centra. In pač, če samo ena začne odstopati, si morda zapre vrata pri tem sodelovanju z ostalimi in pač lahko mogoče pade ven iz tega kroga. Jaz si to tako razlagam. Pač. Jaz mislim, da če za univerzo ni inherenten problem prekiniti sodelovanje z izraelskimi univerzami, ker jih ni toliko veliko, 5 jih, ne? Ampak kaj lahko sledi? Lahko sledijo mogoče sodelovanje z nemškimi univerzami, ker pa nočejo imeti sodelovanje pač z neko univerzo, ki se postavlja na stran Palestincev. In pač ful enih takih bolj prestižnih, prestižnih v navednicah razlogov je za tem, se mi zdi. Glede prav tega genocida, zakaj se ni tako jasno opredelila, je zato, ker je pač po mojem mnenju Izrael zelo ključni akter v svetovni politiki in mislim, da je včasih skoraj nevarno reči karkoli, označi njihova dejanja kot napačna, ker lahko s tem ne samo kot univerza, ampak mislim, da tudi kot država lahko izgubimo določene zaveznike. In zato se mi zdi, da tukaj je naša fakulteta pri odzivih zelo, zelo, zelo pazljiva. Ampak tega nikakor v kontekstu, ko govorimo o genocidu, ne morem razumeti. Ker se univerza kot institucija še ni opredelila do genocida v Gazi, smo jih vprašali, kje so vsi kritični intelektualci, ki naj bi bili doma na družboslovnih in humanističnih faksih in zakaj se redko kdo izmed njih oglasi. Med študenti definitivno se pač vidi nekaj teh kritičnih glasov, jaz bi rekel, da pač še največ, če gledaš od vseh položajev znotraj univerze, pač ja, je nekaj profesorjev, ki bolj, da neformalno izražajo to podporo, ampak nihče od njih nihče od njih ne preveč glasno, ampak ja, pri večini se pa pač, enostavno kaže to, da so reakcionarji. To se tudi mi sprašujemo in zato bo mogoče še toliko bolj zanimiv, kaj je dekan rekel, ne, da mi smo, pač on je izjavil, da mi smo pač mi pa filozofska fakulteta smo edini izmed fakultet Univerze v Ljubljani, ki v bistvu se ukvarjajo, pa jih te stvari zanimajo, da nekoga, ki se z nanotehnologijo ukvarja, pač tega verjetno tudi ne zanima.
Ampak, če smo mi edina, pa mi smo ful dobri, pa zakaj mi bi imeli pa še toliko več vpliva, da pač prepričamo univerzo, ker pač z lahkoto, v bistvu, če njih to ne zanima, pa ne vejo, pa whatever o tem, pač da bi te naravoslovne fakultete. Ampak pa je bilo pa tako, ja, to morate vi zdaj študenti prepričati. Pač, mi smo tukaj študenti, pa nismo sami iz FDV-ja, tako da pač mi smo že neki te študente prepričali, pač zdaj je na vas, da sprejmete naslednje korake. Mislim, da zdaj, če gledamo samo FDV, jaz mislim, da ima to neko oznako kritičnosti, ki mislim, da ni upravičena. Zato, ker se mi kritično ne odzivamo na skoraj nič, oziroma naša fakulteta deluje zelo nekako apolitično, diplomatsko, ampak še vedno pa povabimo, ne vem, Tanjo Fajon na okroglo mizo. Se pravi, mi nismo tukaj apolitični, če povabimo Tanjo Fajon, če govorimo o Evropski uniji, če govorimo o NATO. Tako da, ja. Za zaključek smo s študenti govorili še o vlogi Bolonjske univerze v neoliberalni družbi in o tem, kje se lahko študenti naučijo, kako kritično gledati na svetovno dogajanje in na kapitalistični sistem. Jaz mislim, da pri določenih predmetih, vsaj tukaj, ko je pač politološki faks, se pozna, da se hoče malo to liberalizem, pa to naprej širi ta ideologija, ampak ne vem, mislim, da je dosti prav na samih študentih, da se poleg tega, kar jim rečejo profesori, še sami pač v bistvu aktivirajo na pač področjih in raziskujejo te stvari, da pač v bistvu ne moramo vsega, kar nam rečejo profesori, tudi vzeti skozi, to je pa zdaj 100% res. Da vseeno pač je neka prisotnost, se pravi podpore liberalnemu kapitalizmu in kakorkoli že. Zdaj ne vem za druge fakse, vem za pravo, tam se v politiki ne pogovarja toliko, ampak še vseeno se mi zdi, da tam je pa še dosti bolj liberalno, tako vse poteka študijski proces, tako da ja. Torej, v bistvu, da študenti, mislim, da se proizvaja pač delovna sila, ki bo samo se ukorno podredila temu kapitalizmu in pač delala to, kar jim bojo pač rekli. Jaz mislim, da je bolonjski študijski proces narejen za to, da pasifizira študentstvo, da proizvaja neke apatične, rečemo temu, koleščke v mašineriji kapitalizma, kjer je pač primaren namen iskati neko zaposlitev, ne pa širino, in mislim, ni nekega, kot sem rekel, se bi ponavljal v nedogled, ampak ne spodbuja kritičnega mišljenja in pasifizira ljudi. Meni se predvsem to zdi, da predvsem, kar bi tukaj izpostavila, je, da mislim, da je univerza vedno v bistvu projicira neko ideologijo ljudi, ki so v nekem prostoru določenem, in mislim, da tudi naša fakulteta pač ni slučaj glede tega, in mislim, da posamezni kritični študentje, mislim, da nam ta fakulteta ne bo dala tistega, da bomo mi kritični, ampak bomo mi mogli zunaj iskati znanje in bomo mi zunaj mogli uporabljati našo vest. Tukaj dobimo zgolj neke informacije pri informaciji, ki pa mislim, da načeloma, če bi jih uporabili za nekaj dobrega, bi bili hitro naprošeni, da utihnemo. Tako da mislim, da fakulteta ne proizvaja zelo kritičnih ljudi, ampak se kritični ljudje naredimo izven fakultete. Zasedba Fakultete za družbene vede še poteka. Pozvali bi vse, ki imajo čas, naj se udeležijo in prispevajo po svojih zmožnostih. Prav tako liste demokratičnega študentstva, Iskra in Gibanje za pravice Palestincev zbirajo podporo posameznikov, gibanj in organizacij za svoje zahteve. Podprete jih lahko na njihovi Instagram strani, kjer je dostopna tudi QR koda, preko katere lahko date podporo. V ponedeljek, 13.5., bo senat FDV-ja odločal o opredelitvi do genocida v Gazi in ostalih zahtev zasedbe. Do takrat je treba še posebej vršiti pritisk. Še naprej vas bomo obveščali o poteku zasedbe in ostalih bojih pri nas in po svetu. Danes sem bil z vami Timotej.